Dober večer, drage obiskovalke, dragi obiskovalci. Presrečna sem, da ste se v takšnem velikem številu, kljub nekajmesečnemu zastoju udeležili nocojšnjega srečanja z literaturo in popularno kulturo, ki pravzaprav zdaj že poteka na nek način v času novega štetja. In ni lepšega, kot če čas novega štetja otvori človek, ki je vedno prvi. In s tem napovedujem že prvo rubriko in enega in edinega Ferija Lainščka. Ki vas bo pozdravil s svojim recitalom poezije, se pravi najlepše, kar se da. Jaz imam redko kakšne posebne želje, lepo pozdravljene, ampak danes sem si prav zaželel nekaj pesmi prebrati, ker jih že neskončno dolgo nisem na glas bral. Bom videl, koliko bi poneslo, koliko časa boste poslušali. Mogoče bi bilo fajn, da vmes ne ploskate, ker potem lahko kako več preberem, ne? Tale bo v mojem maternem jeziku. Samo ge te odim čakat, ta v ravnico kraj vodi. Samo ge tam dugo gledam, kak ta voda ta teči. Samo ge tam kamen vržen, šteri se mi potopi. Samo ge še itak vipam, kada prideš ti. Znanka si zdaj čisto drugo. Daleč tam si našla mir. Tudi če zdaj zvezde gledaš, te ne gene ti večer. Štera pot je bila kriva. Kakšen zakon te je zel? Koga čaka tvoja svila? Što je takšo srečo bil? Tudi, če si že zgibila, se spomine na meni, znaj, ka sigdermo te čako, tangi mesec, dolgi mlej. Žažde skrivo vse poti, prot de daleč od brega, ena roža da pa gnala, kak bi zrasla bez srca. Dobro, ker mi ne gajaš, se bom vrnil v Ljubljano, v čase, ko sem bil približno toliko star, kot si zdaj ti, ali pa še malo mlajši. Še nisi bil polnoleten torej. Neil Armstrong je stopil na Luno. Jan Palach zažgal se je v Pragi. A meni za zmeraj v ušesih ostali so tvoji koraki. Prišla si s perona brez kočka, še ruta je lezla z ramena. Kako naj te kličem spominu, saj nisem še vedel imena. Pred mano si saj z lepote, kot Bog bi te zase napravil. A čudež je tudi seveda, da čas sem s pogledom ustavil. Bežala sva v paru kot sraki in kradla zlato po Ljubljani. Se zlati bili so to časi, kot tvoji rabski uhani. Bila sva premlada za srečo, ko v hiši Skard sva živela. Kako naj te vprašam v spominu, če v sanjah nocoj si letela? Plesala sva sama v kavarni, pod streho dežja se ljubila. Odšla sva iz zgodbe še mokra, nikoli se nisva vrnila. Nikoli se nisva vrnila. Kaj vse sem počel v tem času? Sovražil in ljubil sem leta. Misleč, da prišla boš kot takrat, še zmeraj sem gledal dekleta. Verjel, da ljubezen se vrne, kot ptice se vračajo z juga. Le tega ni v mojem spominu, kako si postajala druga. Morda si nekomu, ki je zvesta in tvoji vsi
srečno živijo. Morda si kdaj šla med obrazi, ki čudno se znanimi zdijo. A če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, bi vedel. Še eno zelo rad povem, verjetno ste že slišali, naslov je Kako je ljubezni ime. Zapisana je bila izvirno v prekmurščini, zdaj bom pa povedal v slovenščini. Ni prevedena, ampak je predstavljena, tako rečejo. On je bil star in tak čuden, ona pa skoraj gospa. Imela sta vse in veliko, rada sta skupaj bila. Vlekel je pipo s pokrovom, ona pa majhnega psa. Za njima kazali so s prstom, ko sta po ulici šla. Imela sta klopce v parku in v stari kavarni svoj kot. Molčala sta dolgo v mraku, poslušala glasbo brez not. Takšna bila je ljubezen, mnogi so se ji smejali. Takšna bila je ta sreča, mnogi je niso poznali. Potem pa je ona zaspala. Tako je zaspala zaskozi. On se je v črni obleki še zadnjič odpravil na most. Vsem je bilo malo čudno, da to še lahko se zgodi, v vodi pa nišče ni videl lučkov, ki tam še gori. Edino je pevec zapisal to pesem v svoje srce, če kdaj bo kdo vprašal, kako je ljubezni ime. Mogoče se na en drug način vrnemo v Prekmurje oziroma v Panonijo, v Ravnico. Jaz pa pravzaprav še globlje v spomin kot prej, tisto z Ljubljano. V Ravnici so hiše, nad hišami dim. V dimu so zvezde, nad zvezdami mlin. Tam ded moj je sedel na staro kolo, tobak si zasukal le z eno roko. Tam mravlje so v hišo napravile pot in divji so konji preskočili brod. Vino sta pila in dala srce, oče urezal drevo je ime, ognji so glasno goreli vso noč, luna imela je čudežno moč. Drugo je ljubil potem do krvi, mama mu dala je v rano soli, sanjali skrival v otroško sem dlan, nemo kričal sem, da nočem drugam. Zrele so češnje in tekel je čas. Kdo je napravil mi drugi obraz? Po noči se zbujam in v mislih bežim, nikogar ne čakam, le tja si želim. V Ravnici so hiše, nad hišami dim, v dimu so zvezde, nad zvezdami mlin. V mlinu je mlinar, ki zgodbo pozna. To noč naj požene vse mline sveta. Sovraštvo naj zmelje in tihi prezir. Ljubezen ne trosi in sladki nemir. Tja gor me vzame in rad me ima. Ciganska sem duša, tu nisem doma. Tule imam eno knjigo, no? Ta je za otroke. Tam je ena deklica, ki je diplomsko nalogo napisala iz moje književnosti za otroke. Pa se mi deklica je že poročena, je rekla. Ampak iz te zbirke bom namenoma prebral dve pesmi. Ta zbirka z naslovom Ne je posebna po tem, da se vse pesmi v njej začnejo z ne. In jaz sem jo, to se pravi,
lani na veliko promoviral po šolah z enim samim namenom, da bi male učil, da si morajo upati reči ne. In ta ne, ki sem ga tako skušal položiti jim v usta in v srce in dušo, se je potem letos spremenil v en velik ne. In sem bil čist tako pri sebi res šokiran in sem rekel, kako bodo otroci, ki bodo šli zdaj spet v šolo in bodo morali na taki razdalji med sabo biti, pa po teh črtah za črtanje hoditi. Sem to pripovedoval prijatelju, tudi pisatelju. In sem rekel, kako se bodo počutili, jaz sem jih učil, ne, zdaj bodo pa morali tam stati, ne. In je on rekel, veš kaj, nič ni to bilo v prazno, tudi ko bodo tam stali, se ne bodo predali, bodo v sebi še zmeraj govorili ne. In to je to poslanstvo, ki je potem vendar na nek način izpolnjeno. Ta pesem, ki jo bom pa prebral, pa pravzaprav nosi naslov Ne maram. Ne maram kazalcev na uri, ne maram alarma in zvonca, pa pesmic brez rime ne maram. Ne maram romanov do konca, ne maram res pridnih učencev, ne maram pouka v odmoru, ne maram črednih negonov, sploh nočem prepevati v zboru. Ne maram korenčkov pred nosom, ne maram ne zmag, ne porazov. Pa sodnih zapisov ne maram, če tudi so polni dokazov. Ne maram vabil na sestanke, saj vem, da pomenijo sranje, pa srčkov na zidu ne maram, ne puščic zabodenih vanje. Ne maram tega, da ne maram. Sam sebi grem včasih na jedra. Vendar še moram dodati, ne maram Polone in Petra. Ne maram, ne maram, ne maram. Ne maram in malo spet lažem. Mi všeč je Polona brez Petra. Zato bo le prst zdaj pokažem. Pa še eno zdaj, res ta zadnja, to je spet z te knjige, je pa napisano po resničnem dogodku. To se mi je res zgodilo. Nisem si izmislil, ne vem, kateri razred je bil, šole reči ne povem, ampak res se je zgodilo. Naslov je Zagata. Ne vem, kaj naj rečem, že spet sem v zagati. Pač ni mi uspelo te knjige prebrati. Se vem, si pisatelj in dolgo si pisal. A šlo bi mi lažje, če kaj bi narisal. Zadeva je resna, ti moraš v globino, jaz se rabim pa v šoli le kratko vsebino. Ne bodi zdaj akna, prišepni mi zgodbo, pa kaj te to stane, ma rabiš pogodbo. Zdaj se pa dogovorimo, vsakič, ko bo beseda ne, začnete ploskati in mora Feri eno pesem odreciti. Tako da se bomo res naužili poezije. Jaz bi iskreno rečeno, bi te še poslušala, se mogoče sva rekla, da še pade kaka. Ne? Ti si z mikrofonom ali brez? Jaz sem brez. Pa se tako dobro slišiš? Me vi slišite? Ker mene zagotovo ne boste. Jaz bom, če lahko z mikrofonom. Bodi, mene tudi nič ne moti. Ne. No, ko si prej omenjal svoje ljubljansko obdobje, nekaj malega, bi se recimo danes peronari imenovali koronari. Načrtuješ kak tak roman? Ja, vidim, da si lucidna. Ja, nimam neke posebne ideje glede tega naslova, ampak sem si pa obljubil, da ne bom v tem obdobju nikoli nič napisal. V tem obdobju, ko smo ga zdaj preživljali, ker mi je zelo mi je težko padlo, ker dejansko celo življenje živim za svobodo, celo življenje razmišljam o svobodi in celo življenje skušam to v sebi gojiti
In zdaj se je dogajalo pač res vse tisto, kar je to nekako zatiralo, ubijalo v nas in sem nekaj časa, kar se samo gibal po polih, travnikih in ob Muri. Ne da bi se bal virusa, ampak čisto, da sem se res potem umaknil, če še se bilo treba umakniti. Tako da mislim, cel mesec nisem šel sploh v trgovino. Nisi edini. Zdaj, ko si omenjal Muro, a si imel tudi v Ljubljani mogoče tudi kak svoj tako ljub kotiček ali pa vsaj približno tako ljub, kot ga imaš ob Muri? Ja, se speronali, ne, železniška postaja znamenita je bila moj kotiček v tistih časih. Ampak dobesedno, pravzaprav takrat, ne vem, vsi, to sta generacije, bedvami, ki se spomnite tega. Na eni strani Uniona v Ljubljani, kavarna, ki je bila razdeljena po svoje na delavce z juga in intelektualce z druge strani, in železniška postaja, ki je bila približno tako razdeljena. Jaz sem večino tega študentskega časa res preživel, no, mogoče moram bolj reči tako, nočnega časa, ne, ker železniška postaja je bila do jutra pravzaprav odprta. Tako da stvari se spreminjajo, ne. Ampak takrat sem bil star 18 let, si rekel. Zdaj pa tak 20 let več. Ja, ne, ti kar povem, jaz sem od lani naprej sem star 60 let, se ne bom več staral. Sem ne bom da je to neka leta, ki se še splača zadržati. Žal mi je, da se nisem prej spomnil. Če bi sem 50, bil skozi star 50, ampak zdaj sem pač skozi star 60. Tako da glede let sva... Tu nekje. Ne, bo upravila sva. Jaz sem starejša, ampak dobro zgledam. Ja, pa res dobro zgledaš. Danes si me sicer prelisičil s svojim videzom, ker manjka nekaj, vidite, na Ferjevi glavi, ne? Lasje, ne? Ne, lasje so, zdaj še ne vidimo, koliko jih je, ker ponovadi jih sploh ne vidimo. Ampak kdaj si rekel, kapo dol, klobuk gor? Od kdaj te spremlja? Je to neke sorte tvoj talisman tudi? Pa ne, pravzaprav ne. Se to me večkrat vprašajo. Pa je zgodba je taka, ne vem točnega odgovora, ampak vem pa veliko govoriti tako, da odgovorim na koncu. Zdaj, v bistvu je tako, da sem res začel nositi klobuk zato, ker sem zelo zgodaj izgubil lase. To nesprostno velja, ker zgoraj je največ toplote uvaja, ne? Tako da se je treba pokriti po zimi. To je res, ne? Res je tudi, da je klobuk tradicionalno, ta klobuk, ki ga jaz nosim tradicionalno panonsko pokrivalo. V tistem delu je pravzaprav to tradicionalno pokrivalo, ki ga imate tudi na, recimo, če pridejo Prekmurci plesati folkloro, ki plešejo, ne? On imajo vsi klobuk. Ker je dejansko tradicionalno, ki pa je seveda šlo nekako iz rabe, pač, ko se je spremenil politični sistem, 45. pač kaj se je spremenil, ker so nadomestile to pokrivalo, se pravi klobuk kot nek meščanski, kot nek tudi meščanski, ampak tudi ta tradicionalni prekmurski so ga nadomestile te čepice, ki so se razvile iz baltske kape, ne, se pravi šilterica, ne vem, moj oček je bil cestar, je nosil pač tako šilterico, oni so tako, vse vrste. Tako da je pravzaprav izginil klobuk, ne. In dejansko jaz zelo resno mislim, da razen folklornih skupin je prvi, ki si ga je nadel potem nazaj, tako da se je opazilo, je bil Vlado Kreslin, dejansko. In tudi zgodaj izgubil lase in je verjetno imel isti problem, ne, kot jaz. No in skratka, to so vse ti, zakaj jaz nosim klobuk, pač. Potem sem se navadil, je pa res, ne, da sem v Murski Soboti bil takrat, ko sem ga začel nositi mlad in sem se vrnil z Ljubljane, pravzaprav edini, ne. Ta stari gospod iz te pesmi Kako je ljubezni ime, fotograf znameniti naš Kološa Kološ, ne, ki je bil pa tista stara šola, on je bil edini v Murski Soboti, pač ko se je vrnil, ker je živel drugje po svetu, ko me je srečal, ko je rekel, lep klobuk imate.
Ne? In to je včasih pač v tistih časih, ne, tiste dolge tradicije so si klobuke hvalili, ne. Mislim, to je pomenilo in so si ga tudi sneli v pozdravu, vse to poznate, ne, ampak to je del ene, hočem reči, to je del ene tradicije. Zakaj spravim? Tako, no, deloma sem odgovoril, ne, ampak ne vem pa, zakaj sem se ga nadel. Mogoče je nadevanje klobuka ni stvar zavestnega dejanja, ne, mogoče je pa neka podzavestna zgodba skrita za tem, ne, ki si jo tudi sam ne morem do konca razjasniti, ampak ti drobci so del te zgodbe. Še en element je, ta moj klobuk je tudi del ciganske tradicije, ne, ampak je spet vezan, ni vezan na te cigane prekmorske, zdaj glih je ven skočil, ne, sem ga začutil, ne, ampak je vezan na to naselitev mađarskih, ne, z tega bazena, ne ta balkanska naselitev. Tam je klobuk zelo prisoten kot pokrivalo, ne, tako da je še en vidik tega, ne. S tem, da ciganski imajo še širše krajše, pa niso nujno črni, ne. Zdaj mogoče bi se spodobilo, ker si se že dotaknil teh, ne morem reči zahrbtnih impresij, čeprav so za mojim hrbtom, teh čudovitih impresij, panonskih, to je tvoje delo vse, ne? To so tvoje fotografije. Ja, to so moje fotografije, seveda. Samo jaz pač imam en tak zelo poseben pogled na likovno in to tudi govorico fotografije, tako da so pač malo sploh take zdaj zbrane. Hotel sem, da prinesejo malo tega nekega, to, kar doživljajo ljudje, ker niso iz Panonije kot nek nadrealizem, ne. V bistvu tam je to običajna zgodba, ne. Je pa res, da je pa malo tako, ko v nek drugo okolje prinese še potem malo, vse skupaj deluje nadrealno, ne. To sem hotel. Drugače pa jaz seveda fotografiram čisto amatersko. Tale stric je na vozu, v bistvu. To so bale naložene na vozu in je čisto slučajno od zadaj, nisem vedel, da je gor, ko sem bil od zadaj, ne vem, pogledal. Verjetno je spal, ali kaj, ko so peljali z vozom. Tako take, te impresije me pač pritegnejo, ne, nimam pa nekaj ambicija, da bi bil fotograf, ne. Razen, da sem se s tem Kološem, starim gospodom, družil. On je bil namreč fotograf tiste generacije, ko je seveda to še vse potekalo tako, ne, da zdaj, če primerjam njegovo pa moje fotografiranje, to je mogoče zanimivo, ne. Ta Kološ, pa ta žena iz te moje pesmi, sta se vrnila pravzaprav v Mursko Soboto že, ko sta bila zelo stara. Ona da sta živela na Primorskem večino časa. Ona je bila Mađarka, iz Mađarske, iz Krmenda, on je bil pa Prekmurec, ne, ampak ona ni bila nikoli v službi, skozi je z njim kot fotografom pravzaprav sobivala, čeprav ni veliko pomagala, ne, pri teh aparaturah. Njun dan je izgledal približno tako, da sta zjutraj vstala, da pozajtrkovala lepo, on je tiste svoje kovčke, ki je imel pač fotografsko opremo, vzel in sta se prestavila na nek kraj pri Muri, ki ga je imel nagledanega. Ona je vzela košaro, je imela kaj za pojesti notri, to je razgrdila tisti prt in sta ona dva tam lepo čakala pravo svetlobo. Ko je bila prava svetloba, ko je začutil, da bo nek prizor, potem je on parkrat pritisnil, če pa ni bilo prave svetlobe, pa ni pritisnil, ne. Tista klasična. In sta šla domov, ne, to je bil njun ritem, njun tempo fotografiranja. Jaz pa seveda naredim v ene minuti tudi, ne vem, 100 posnetkov, pa 200. Tako, to je ta razlika in on je čakal na to, skozi neko vizijo, kaj bo napravo svetlobo pri tisti tehnologiji. Mi, ti kvazi sodobni fotografi, pa pravzaprav
moramo imeti to sposobnost, da med 1000 fotografijami izberemo tisto eno, ki je ta prava. Ne? Ampak ta je res ta prava. No, do tega posnetka težko prideš, ja. Ampak je res, to eno pokopališče, kot kar pomnim, je tako, praktično ga ni, ne. Ampak tudi se ga nišče ne dotakne, da bi ga kjerkoli spremenil. Še ni čas za, kot rečemo, cheap pauzo, ne? Ker vemo, da Fejrici si strasten kadilec tudi, ne? In zdaj vem, da se avtorja vrhunske literature ne sprašuje takih stvari, ampak vseeno, kako znamko kadiš? Ne povem. Ne, jaz sem kadilec res. To je zgodba pravzaprav, ki me povezuje z očetom, ne? In on je bil tudi strasten kadilec in moj čutni spomin na njega je bil ves čas vojn po tobako in vojn po vsi njegovi žepi so dišali po tobako in ko jaz asociram očeta ga asociram skozi ta vojn po tobako, se vsak ima nek vojen nosi v sabo. No in moj oče je kadil do konca in zelo dolgo je živel. Tako da upam, da nimam samo navade po njem, ampak tudi gene. No, sploh glede na to, da ne praznuješ več rojstnih dnev oziroma se ne staraš več, mislim, da ni bojazni. No, meni je pa recimo že zanimiv tvoj zelo poetičen, blagoglasen priimek. A si se kdaj ukvarjal mogoče z izborom svojega priimka? Ja, veš, da sem se, vsi se ukvarjamo na nek način, prej ali slej to pride. Bom povedal tako, kot je po resnici, na kar sem tako v bistvu na nek način ponosen, pa zelo mi je fajn, da je tako. Priimek je avtohton, slovenski, znotraj tistega prostora, ki je bil seveda pod Ogrsko, ne pod Madžari do praktično 100 let nazaj, ne. Sedaj smo praznovali to. In je spet lahko veliko drobcev povem, ne. Zdaj ne vem, kje naj začnem, ne. Recimo moj dekliški priimek moje mame je Lainšček, z J. Očetov priimek je bil Lainšček, Lainščak, ne. Župnik je narobe pisal, potem, ko se je poročila, je mama vzela očetov priimek, ko so pa mene krstno knjigo pisali, pa župnik narobe pisal, pa je pisal I. Lainšček je nastal priimek, ne. Hočem s tem opisati, da je v tej moji vasi in neposrednji okolici veliko, tam je ta priimek, zelo je avtohton, to hočem reči. Je bil tudi nobilis, to se pravi, ja, tam smeraj to letnico pozabim, ko so bili boje s Turki, 1400 pa nekaj, je dobil v vasi Budinci, to je sosednja vas, je dobil ta, pač zaradi poguma v boju s Turki je dobil potem ta naziv svobodnjaka, tako neki plemiški naziv, ne. In škof Smej, ki se veliko ukvarja z zgodovino tistega konca, ki je slabo obdelana, zato ker večina zgodovinarja ne ve madžarsko, je pa vse, pravzaprav v madžarščini, pa vse je v madžarski, v Budimpešti v arhivih, je direktno povezavo našo, dejansko te rodbine, s to rodbino, ki pač nosi ta moj priimek, to je pol vasi, ne, mislim, veliko jih je. No, ampak to hočem povedati izvirno, to, kar so me vprašali, je pa pravzaprav v prekmurščini ta priimek Lainščak. Lainščak, kar pomeni lajnski in izvira iz lovskega žargona, ne. Ustrelili so Lainščaka, to pomeni 1 leto starega, ne. Lainščaka, jelena, divjo svinjo, skratka, to je pravzaprav
razlaga tega priimka, kako je nastal in kako se ohranja in kako se pravzaprav spreminja, ker je veliko več tega istega priimka. Tako, če pri meni pogledate, smo trije, pa vsak ima svoje varianto. A prepoznaš mogoče med občinstvom kak svoj unikaten literarni lik? Sedi kdo tukaj, ker vemo, da nekateri so tudi resnični, ne? Ti se mene malo veceš, si mislim, da boš rekla, če koga, katerega Leščaka prepoznam, ko si se zahotel reči. Tudi to lahko odgovorite. Ja, veš kaj, zdaj če sva že pri tem, ko si rekla, da so moji liki lahko tudi resnični, ne? Zdaj jaz imam o tem seveda ne svoje mnenje, ampak neko svojo izkušnjo, ne? Jaz namreč mislim, da je pisateljevanje res na nek način ustvarjanje neke lastne duhovne biografije, da vse, kar v bistvu napišeš, je na nek način neka tvoja duhovna biografija. Zdaj, koliko jemlješ pa iz resničnega življenja, ne, koliko pa dejansko je pa zelo različno. In jaz mislim, da sem najboljša dela napisal, ko pravzaprav nišče ne more razbrati, da sem imel iz resničnega življenja, ne. Je pa res, da seveda po drugi strani me pa, kako bi rekel, me zanika oziroma me oporeka marsikaj, ne, ker so mnogi ti liki res resnični. Ne vem, recimo najbolj je zagotovo resničen ta Gajaš iz Petelinjega zajtrka, iz romana, ta je tako zelo resničen, da bolj pravzaprav ne more biti, ker so ga dejansko preživela 10 let, oziroma še malo več, skupaj do njegove smrti. In čeprav seveda pa ta zgodba, ki je ustvarjena okoli njega, se pravi, že zgodba tega vajenca in te njegove žene je pa izmišljena, ne. Jaz sem pravzaprav hodil samo v to delavnico, da sem lahko razumel mehanike, ne, da sem lahko razumel, kaj se tam dogaja, kaj jim gre po glavi, kako to življenje poteka, in to sem potem, na podlagi tega sem potem ustvaril ta roman, ne, ki je v tem delu, in če boste brali roman, recimo, boste videli, da je ta ljubezenska zgodba pravzaprav bolj v ospredju, da je roman ljubezenski roman, film je pa bolj osrediščen na tega mehanika, ki ga je seveda tudi Marko Naberšnik kot režiser, Vlado Novak, ki je potem igral, vsi so pa spoznali, ne, ker smo potem tudi oni pravzaprav hodili tja, ne, ko smo se pripravljali na snemanje, tako da to je dokaz, da tudi recimo, ne vem, je veliko tega, kar sem napisal o ciganih, pravzaprav lahko pokažem nekatere like, tega poglavarja tam v tistem naselju Kamenci, ker smo tudi veliko prijateljevali, pa tako naprej, ampak zgodbe so pa spet na nek način izmišljene. Samo to, da zares poznaš, ti omogoča, da si lahko izmisliš. Da ne vem, koliko je to razumljivo, ne, ampak to je po mojem bistvu. Jaz sem zmeraj zavračal, sem nikoli nikogar v življenju nisem zavračal, ne, mislim, ker mi ni to v naravi, ampak nikoli mi ni prišla blizu ta neka literatura, to neko pisateljevanje, ki je, kako bi rekel, ki je kabinetno, ko pesnik piše pesem tako, da se ne vdihuje pri drugem pesniku, ne. Jaz sem dosti, še pokojni Aleš Debeljak, smo se dosti zafrkavali, na ta način. Kako se boš navdihoval pri drugem pesniku? Mislim, to je tako, kot da bi kradel, ne, nekomu. Mislim, tako, kot starih delov delaš nov avto, mislim, kakor 1000 primer, navdihuješ se drugje, ne, mislim, in na ta način razmišljam tudi v literaturi, ne. Nekaj, kar zelo dobro poznaš, če si, mislim, tako banalno, ne, če si zelo ljubo, če si v ljubezni zelo razočaran, če si, ne vem,
veliko ljubo, ne vem, potem nekaj veš o tem. Ne? Če si pa o tem bral ne vem, ali sploh ne vem, kakve revije zdaj izhajajo. To še izhaja, tisto, ko smo imeli včasih. Ne upam na glasi zagovoriti. Ja, ne se tudi dobro. Hočem reči, ne, tudi če si bral, ne vem, kakaj psihologov, mislim, dušeslovcev in ne vem, ne moreš napisati nekaj, kar bo imelo to, kar dejansko ljubezen je. In ti si eden tistih ponižnih, tudi malo nekaj probal pisati, ne, mislim, v tem smislu. Tako da to je to, ne, tudi to Prekmurje, ne, meni se je zgodilo, ko je bil prevod, pa ne vem, polščino ali češčino, ko sem najdemo gotovo, da prevajalka misli, da je to izmišljena pokrajina, ne, da to Prekmurje, ne, tako daleč je. In potem, ko je bil zdaj ta roman na mestu Kogorožne Cvetih Albertov v Francijo preveden, mislim, da lani ali predlani, je založnik posebej vztrajal, da se da zemljevid notri, da bodo res verjeli bralci, da to res obstaja. Ne? Mislim, v tem smislu je seveda Prekmurje nek moj laboratorij, je neka, jaz ti lahko pokažem Muro, lahko pokažem Ravnico, lahko pokažem tudi nekega človeka, kot se ti bo zdel tak, kot so tile, to ne, pa sodi v roman recimo, ampak v bistvu je pa to moja izmišljena pokrajina, ne. Jaz ne vem, če si lahko neki turistični vodiči po Prekmurju kaj to začnejo s mojo literaturo, ne. Ker ljudje potem čakajo nekaj česar ni, ne. Ko je to, mislim, to razočaranje se te zelo dotakne, ne, ko je bil roman Ločo Pompen od volov za maturo, kot maturitetni esej, so prihajali potem par gimnazije, pripeljali dijake na izlet. Mislim, na izlet, na študijsko potovanje, po teh romanah. In mene so pač tam potem prosili, da se srečajo z mano, ne. In se mi je ostalo to v spominu, ko so tam pri Muri bili in so vsi leteli k Muri gledati to Muro, ko so jo poznali iz romana in je požegala na teklice, rekli, jo pa sej, ni umazana, nič ni modra, ni neka rjava, razočarani so bili, ne, mislim, ni ta Mura bila taka, kot je v literaturi, ne. V tem smislu, po moje, je neuporabna moja literatura za turistične vodiče, ne. Ampak je pa dobro, asociiram zdaj, ne, je pa res, da pa kaj je z Petrograda, ne, iz Rusije, z oddelka za slavistiko, je prišla profesorica slovenščine tam pač, ne, na katedri, založba Beletrina je pripeljala, Mitja Čander je bil zraven, pa še par kolegov in nenadoma smo ugotovili, da nas ta ženska vodi. Ona je naštudirala svoje potovanje v Prekmurje po tem romanu, ona je vse vedela. Ona je samo, to pa je ta dvorec, ne, to pa je on, pa vse vedela, ne. Mislim, to taki turisti, take mogoče privabi, ne. So taki, zelo malo pomojeni. No, ampak še bolj kot turiste pa si privabil in še privabljaš številne bralce in obiskovalce in pravzaprav marsikdo, ki zelo cinično gleda na poezijo in si domišlja, po mojem domišlja, da je poezija namenjena ozkemu krogu ljudi, ti pravzaprav si pokazal, da to ni res, ne? Da se da pisati vrhunsko poezijo za množice. Kako komentiraš pravzaprav tak pogled ciničen na poezijo in na ustvarjanje sploh? Ali si rekel v nekem intervjuju za Sodobnost lani, da ne maram cinikov? Tako da zdaj, če si prebrala tisti intervju, prvo zafrkavaš? Ne maram cinikov in ne maram ironične distance do ljubezni. Mislim, da je to uničilo veliko življenj in da je to uničilo veliko sveta in da pravzaprav živimo v času cinizma, takega in drugačnega, ampak
zdaj govorijo o tem cinizmu znotraj literarnih krogov, ne. Nikoli se me to pravzaprav ni dotaknilo, ne. Jaz sem imel to srečo, po moje, da pravzaprav nisem nikoli nameraval in želel postati pesnik, ne. Ampak res, to iskreno govorim. Tudi 10 let jaz do zbirke Ne bodi kot drugi pravzaprav nisem pisal. Pisal sem poezijo, no nisem jo objavljal. Tudi če bi mi kdo, ne vem, bi me poklical za hrbtom, pa bi rekel pesnik, se jaz ne bi ozrl. Ker preprosto nisem imel ozaveščeno tega in tudi nisem mislil, da to počnem. Sem pa seveda skozi imel lirski vzgib v sebi in tudi moji romani so polni teh lirskih vzgibov. Je to nekaj, s čimer sem se rodil pravzaprav. In vse skupaj se je začelo pol tako, da sem jaz dejansko splet družabna omrežja, vse to je nekako začelo potem to mojo poezijo raznašati mimo pesniških zbirk. Jaz nisem razmišljal o pesniških zbirki več, ne. In potem je nenadoma se zgodilo res dobesedno tako, da je Duša Zdravc, ki je bil takrat urednik na Cankarjevi založbi, mi rekel, poslušaj, toliko je tega raztresenega okoli, ne, po nekih teh čudnih kanalih, je rekel, marsikje naletim, da imajo ljudje izrezano in nalepljeno tvoje verze. In je rekel, glej, to ne more biti, nekaj mora biti v tem, ne, če to ljudje počnejo. No in tako me je on pravzaprav nagovoril, je kar 1 leto trajalo, da sem jaz potem res to zbral, kar je bilo, in je nastala ta knjižica, ne, s katero se je potem dogajalo vse drugače, kot se dogaja z običajnimi knjigami, ne. Že isto leto je bila takoj ponatisnjena, potem vsako leto, mislim, da doslej skoraj vsako ali pa vsako drugo leto je tistih 1500 izvodov dotisnjenih. Zdaj je to že naklada čez 20 000. Potem so seveda zelo hitro našli ti ciniki, ne, ki jim ne paše to, ne, pismo jim ne paše, ne, ker ne sodim v, kako bi rekel, v nek vzorec, ne potrjujem pravila, ali kako bi to rekli, ne funkcioniram tako, kot so zelo hitro rekli, ja, saj pa to je pravzaprav uglasbitev Ditkina, ne, naredila, ta knjiga nikoli ne bi bila tako. Najpol sem šel gledat letnice in sem ugotovil, da seveda takrat, ko je Ditka uglasbila to pesem, je bila naklada že 8000 knjige. Tako da tisti, ki je začel to podtikati, bi moral pogledati stvari, ne, tako da ne, racionalno se tega ne da verjetno razložiti, ne da tega narediti. Je pa res, da je ta krog moj bralski se s socialnim omrežjem v bistvu zelo razširil, ne. In je to nekaj, kar seveda v teh literarnih krogih spet dolgo časa ni bilo, se zdaj vsi na to štartajo, zdaj so vsi, ampak takrat, ko sem se jaz začel, veš, kot celo življenje me spremljajo ene stvari, ne, spet moram dosti stvari povedati, da bom malo povedal, ampak rad bi zelo bistvo povedal, ne. Dolgo časa je bilo veliko pisateljev okoli mene, ki so me napadali, zakaj pišem na računalnik, ne, da, to zdaj govorim nazaj, ne, da edino pisanje z roko odraža celo to, ne, tvojo notranjo energijo, to, ne. Zdaj vsi pišejo že na računalnik. Potem so me dolgo časa, zakaj nosim telefon, ne, da se moram presvezati telefon, ne, da imajo vsi telefone, ne. In potem mi je bilo, zakaj sem na Facebooku, zakaj sem na Instagramu, zakaj sem na Twitterju, mislim, skozi nekaj in potem na koncu vidim, da vsi pridejo za mano, ne, mislim, potem na koncu so vsi tam, ne, samo zamujajo.
to obdobje učenja jim je predolgo. Ne? Potem tako si pojasnim, zakaj pač te stvari funkcionirajo. Jaz pa tudi po naključju, jaz sem Facebook res začel uporabljati takoj, ko se je pojavil. Ne? Skozi sem govoril, ampak zato, ker se mi je zdela platforma zanimiva, nekako sem jo zavohal. Ne? In nisem pa vedel te take uporabne vrednosti. Ne? In tudi nisem o njej razmišljal. Meni je samo bilo zanimivo, da ti to lahko nekaj objaviš. Jaz celo življenje sem rad nekaj objavil. Ne? Jaz pišem zato, da objavim. Ne? Jaz ne pišem za sebe. Ne? To je posebna zgodba, to moramo tudi obdelati. Ne vem, zakaj ne pišem za sebe. Ne? In potem sem na enem literarnem večeru smo poklepetali in so rekli, gospe, mi smo pa te, ga delimo. Ne? Mi to delimo. Pa nisem vedel, kaj delijo. Ne? Pa sem se okoli spraševal, kaj delimo, in sem na koncu ugotovil, da seveda delijo mojo poezijo na Facebooku. Ne? In sem seveda potem to šel gledati in se mi zgodi res, ne? Da je po 300 delitev. To je pa zdaj že huda reč. Ne? Je tudi že po 1000 delitev bilo. Ne? To je pa skoraj težko zamišljamo. To je doseg tam 300 tisoč, 400 tisoč. To je velikanski doseg poezije. Ne? Ampak to se mi je tako, ni mi nek strokovnjak za oglaševanje na Facebooku to povedal. Ne? Ampak nekako se je iz sebe rodilo in zdaj na tak način tudi moja literatura pač živi. Ne? In sem dejansko na nek način že zdavnaj izstopil iz te literarne srenje. Ne? To je zdaj tako malo, ne vem, če to sploh ima smisel za razlagati, ampak obstaja literarna srenja, obstajajo literarni klani, obstajajo literarne skupine, povezave, kako bi rekel, klientelizem, kaj imamo še Slovenci? Korupcija, vse to, kar imamo zdaj trenutno, vse to je tudi v literarnih krogih in vodi tudi do denarja, ne bo pomote, ne, ni to neka korupcija z žolčki, ne, vse je to v zadnju. No in jaz sem dejansko pa res imel to nekako, ker sem pač ta črna ovca celo življenje, da sem se odmaknil in sem izstopil iz teh literarnih. Ta izstop seveda ni možen popolnoma, ne? Ampak izstopati sem začel že takrat, ko je bil še slovenski svet razdeljen tudi literarno na dva dela. Spomnili se boste po obrazih, vidim, Nova revija, na eni strani literarna, na drugi strani Sodobnost. In jaz sem sodeloval na enem in drugem polu. Jaz sem šel od Nika Grafenovara iz Nove revije k Cirilu Zlobcu. In to je nek moj v življenju, mi je neko vodilo, mi je skozi bilo. In ko sem se odmaknil v Prekmurje, me pa seveda smo izgubili z radarja in jaz sem to še bolj lahko za vsemi bil, pa z nikomer, no, tako rečem. Pač črna ovca, no, saj na tej knjigi, to se zdaj malo tako hecam, ampak je res, na tej knjigi ne, je ena Nana Homovec, deklica, ki sem jo našel na Facebooku. Na Facebooku sem objavil, da iščem nekoga, ki bi ilustriral to knjigo in so mi pošiljali na Facebooku pač ilustracije in sem to deklico zbral, čisto ko je zelo lepo narisala slončke. In kasneje je ugotovil, da je ona seveda končala na Akademiji ljubljanski likovne ilustracije, ki je diploma zaključila, vrhunska. No in ona je potem risala te bele ovce, ki hodijo po tej knjigi, in je narisala črno ovco, pa mi je tako strahoma poslala in je rekla, se ne vem, če boste se strinjali, ampak jaz sem mislila, da ste to vi. Pa sem tako vredil, pa sem rekel, če zaradi rolke, to še ni bilo kolesarjenje, pa tega takrat, kad ne boste mislili.
To je vse iz tiste perspektive, ko nismo še vedeli, kaj bo. In ne je rekla zaradi rožnatih očal. Ja, rožnatih očal. No, skratka, z to strategijo črne ovce jaz pač živim in ti tudi zdaj na ta način odgovarjam o tem, kaj mislim o moji poeziji. Zelo sem vesel, da je lahko, ne vem, spev Poditko, ki je uglasbila, ne vem, že moje 50 ali 30, pa zagotovo, kad ne štejem tega, lahko z njo nastopam na tistih koncertih glasbenih, ki je popolnoma druga publika kot ne, je recimo na drugje na veterannih večerjih, kaj podobnega. Zelo sem vesel, da imajo to ljudi radi, da ta poezija ima neke konkretne take učinke, da je res ljubezenska tudi v tem smislu, da si ljudje berejo. To meni fascinantno, ampak zdaj prihajam do teh ljudi, jaz jih spoznam. In zgodbic okoli tega je toliko, mislim, mladi danes so drugačni kot po moje vredaj, kar po telefonu pokličajo, pa reče, ne vem, moja, tako imam rad, ima rojstni dan, da rečem, sam mi pošli naslov, pa ti pošljem knjigo, ne, ali bi lahko vi njo po telefonu poklicali, pa bi eno pesem povedali. In bolj rečem, slušaj, tu dalje pa ne grem, tu boš pa, ti pa lahko nekaj svetujem, ti se nauči eno pesem, pa je ti povej to pesem. In čez nekaj časa me pokliče in reče, a veste, sem se naučil pesem, pa sem mi povedal. In rečem, a je delovalo? Ja, delovalo. Zaljubljajo se s tem. Se pravi, si tudi zakonski posrednik na nek način. Sveda, Ditka je to pesem na vode kot drugi zapela po moje že na več kot 1000 porokah. Ja, zakonski tudi. To je že poroka, to ni posrednik si prej, ne? To je že zaključeno dejanje. Tako da ja, zdaj me je spet en klical in se zelo težko izmaknem, ker so to ljudje, ki imajo res radi poezijo. Sem prišel recimo na šolo, na srednjo šolo v Slovenski Bistrici in je rekla ravnateljica, dajte, pridite malo k meni, pa ponavadi ne grem, kar reči kadim takrat, ne dajo kaditi. Ravnatelj pa sem šel vseeno notri in je rekla, veste kaj, to vam moram povedati. Sem razmišljala, če vam naj povem, ampak ko sem dobila prvo, sem bila zelo vesela. Pa nisem še razmišljala, tukaj govori. Ko sem dobila drugo, mi je bilo že malo tako, ne. Ko sem pa dobila tretjo, sem pa kar rekla, da imam že te knjige rdeče. In odgovarjam ti pravzaprav na vprašanje, ne. To je darilna knjiga postala, ne. In zdaj šele se upravičujem, ker sem tako dolgo rabil, ampak zdaj poznam odgovor. V bistvu je to ključ, zakaj je toliko. To so darilne knjige, s katerimi si ljudje nekaj sporočajo. In to je zdaj neka funkcija poezije, ki jo je poezija pravzaprav zmeraj imela, ko še niso se pesniki in pesnice navdihovali. Pa se bi bilo fajn, če bi se pesnice navdihovale pri pesnikih, vsaj to, da bi bilo, ne? Pesniki pa pri pesnicah. Vsaj to, da bi malo kakaj iskra preskočila, ne? Jaz mislim, glede na to, da tako pogosto dvoriš ženskam, da pišeš ženskim glasom, k čemur te vendar Mija Žnidarič napeljala, ne? To mi je tudi strašno všeč, ta širina in veličina pri tebi, ne samo vsa raznoteranost sodelovanja na glasbenem, filmskem področju, bil si tudi založnik, potem večernico, pravzaprav ti si organizator prireditve, kjer podeljujejo večernico. Ja, zdaj je ženski del društva, ker to podeljuje, prevzel zadevo praktično že v svoje roke, tako kot je vse posod na svetu zdaj. V zadju. Ja, ker si Mija omenila, seveda ta ženski glas,
Jaz se upravičujem, če sem to že kdaj razlagal, ampak dejansko sem jaz o tem ženskem lirskem subjektu pa res veliko razmišljal. Ker zelo dolgo nisem prišel do odgovora. Jaz sem pisal z dvema lirskima subjektoma in tudi v tej zbirki, ko sem jaz zbral, sem ugotovil, da so pravzaprav ene pesmi napisane z moškim lirskim subjektom, ene pa z ženskim. In zato je pač ta knjiga taka, ne? Da ima dva dela, moške pesmi, ono, ne. Kako se je pa to rodilo, pa res dolgo časa nisem vedel, tako da bi ozavestil. Sem različne variante si iskal. Na eni šoli me je deklica vprašala, v osnovni šoli je rekla, nam poveste, kako je biti ženska. In to me je streslo, to moram reči, da je takrat sem pač verjetno mislila, da sem gej, ne, jaz sem panično takrat reagiral, sem rekel, ne glede, jaz imam vse običajno tako, ko sem v šolo hodil, sem imel deklice, pa izrezno tako. In potem sem seveda razmišljala, ona je drugo mislila, ona je mislila, da skozi to mojo poezijo, ne, lirično dobi to čutenje žensko in mislila, da jaz pač lahko jo povem, dek, to se zaljubljajo, ne, to je knjiga v osnovne šole, tam 8. 9. razred, to gre na pamet, ne, mislim, ko pride na šole. No, ampak v bistvu je pa res Mija Žnidarič rodila ta ženski subjekt, ne. Zgodba je taka, ki je lepo povedati, ne, ampak je resnična zgodba. Ker sem Mijo spoznal takrat, ko je še vsi vi niste poznali, ker bi bila pa res stara, ne vem, 18-19 let, v Mariboru, drobcena, tanka deklica, na eni zabavi sem jo spoznal in me je cel tisti večer, ker je pobrala, ne je vedela, pravzaprav, da jaz pišem takrat, me je vabila pod most, pod Dravski most, tisti lepi kamniti most, in vztrajno, da mi bo pela. Je rekla, da je tam najboljša akustika v Mariboru in da mi bo pela, da ji bom slišal, ker bo ona postala pevka. In jaz sem, ne vem, smo popili, pa jaz sem res šel pod ta most. Potem zjutraj, že se je svetlila, ona me res pela. In res mi je, samo pela mi je, ne. No in tako smo se mi dva pravzaprav spoznala takrat, ne, še v Mariboru. In kasneje je ona res postala pevka, ne, preselila se v Ljubljano, tu je živela pod gradom in je pela tiste standardne, ne, ameriške, džezovske, malo Teras je zapela, ne vem, še par, ampak več pa ne v slovenščini. In je potem ona rekla, enkrat tule v Ljubljani je rekla, zdaj bom pa jaz začela peti v slovenščini, ti boš mi pa napisal besedila, ne. Ona je načrt imela, ki je bil star 10 let, ko me je spoznala v Mariboru, mogoče kaj manj, mogoče kaj več. In jaz sem rekel, Mija, ne upam ti napisati nič, niti ene besede, ker si taka svetla, polna sonca, polna energije, ki pa jaz ne upam tega z besedami pokvariti, ne. Mislim, zato sem se začutil kot neko odgovornost in res si nisem upal. In ona me je potem začela izsiljevati, ne. Zdaj, tisti, ki jo poznate, vam je jasno, kaj je to bilo. Pa gre to besedno me je izsiljevala na najrazličnejše načine, ki zdaj ne bom našteval. In potem na koncu je rekla, ampak Feri, dam besedo, če mi ne napišeš, dam besedo, da ne bom nikoli več pela v slovenščini. To so bili njene besede, ker sem jaz verjel, ker je taka, Mija je pač Mija, ne, in ne bi tega kar tako rekla. In takrat sem jaz se lotil tiste pobarvanko prvih besedil z velikim strahom. Mislim, da sem 1 leto pisal tiste 9 besedil. Čekaj, a je tudi tukaj noter ta pesem, v Ne bodi kot drugi ali ob imenu ljubezni, vem, da na enih od teh je tudi... Ne, kaj je Mija pela, je sigurno notri.
No, ampak kaj se je potem zgodilo? Ne? Zgodilo se je to, pa to vam je verjetno, to je težko pravzaprav razložiti, ampak ko je ona zapela potem to, se je nenadoma zazdelo, kot da je to ona, kot da je ona napisala, kot spregovorila je, enostavno te besede so spregovorile skozi njo in takrat se je pravzaprav rodil ta moj ženski lirski subjekt, ne? Ker sem pisal za nekoga, ki bo z dušo in telesom stal s temi besedami na odru, ne? Tako da sva potem delala še eno zgoščenko, pa še vmes polovico, mislim, da je pa Svetlana Makarovič, tisti vmesni. In dejansko jaz nisem vedel, ali sem jaz zdaj njen medij, ne? Ker Mija je taka posesivna, senzibilna, mislim, tako, ali sem jaz njen medij, ali je pa ona moj medij, ne? Tako se je to zlilo. In tako se je pravzaprav rodil in verjetno mi je ta ženski lirski subjekt potem ostal, ne? Še naprej, ker sem ga enostavno usvojil na nek tak čuden način. Se pravi, ne da se racionalno, veliko stvari se ne da racionalno razložiti zagotovo, ne? Tisti, ki si domišlja, da lahko nek ustvarjalni proces, jaz si ga domišljal, da ga lahko razložim, ne? Jaz zdaj tu vam lahko pripovedujem, imam zelo veliko željo in voljo, da bi vam čim več povedal, ne? Ampak bistvo pri ustvarjanju se pa zgodi nekje v tistem polju nezavednega, v polju, kamor težko prodremo sicer, ne? In jaz sem dolgo časa uporabljal to primero, ne? Slikarja pred praznim platnom. Verjetno poznate iz zgodovine, pač to, ko so slikarji še slikali na platnu, ko je slika še bila slika, ne? To čakanje na sliko, ne? Se pravi tisto, da so znali tudi po en teden, par mesecev, nekateri eno leto čakati na trenutek, ko bodo začutili sliko in bodo potegnili prvo črto in potem ne bodo radi slika nastala, ne? Podobno je pri pisateljevanju, ne? Ta belina papirja, belina ekrana, ta praznina in to čakanje. In v procesu tega čakanja, ne, je človek po moje drugače dojemljiv, kot pa če ne čaka, ne. Mislim, hočem reči, človek, ki pride, ki v knjižnici izposoja knjige, recimo, ali pa nekaj dela, je drugače dojemljiv, kot pa nekdo, ki čaka na sliko, ki čaka na pesem, ne, ki čaka na... Ker se po moje podzavest drugače odziva in takrat je možno potem iz tega ustvarjati, ker jaz mislim, da sem vse, kar sem ustvaril, ob vsem tem, da so literarni liki nekateri živeli, da je pokrajine so tu, da so ciganske vasi tam, jaz mislim, da sem ima 90% iz podzavesti ustvaril. Da je tisto, kar je vrednega v moji literaturi, jaz ne vem, koliko je tega, ni zdaj to pomembno, da je tisto, kar je res vredno, kar bo ostalo, da je prišlo iz podzavesti. In zato sem se jaz tudi potem v nekem obdobju svojega življenja odprl Jungu in njegovim razlagam vsega tega, kar zdaj jaz skušam govoriti. In začel tudi njegove metode uporabljati. Celo roman napisal po njegovi metodi, pa še potem poemo. Seveda, ja. Zato, ker sem dejansko začutil, da je tam to, kar iščem, da ni tu, da od tam prihaja. Zdaj, seveda, če razlagam z Jungom, zelo zlahka razložim na prvi pogled, čeprav ni tako enostavno, ampak ti arhetipi, ti vzorci, to, kar potuje skozi čase, to je tisto, kar lovimo. Ti mu praviš pesniški čas, drugače tudi, ne? Jaz pravzaprav rečem temu pesniška resnica v tem svetu. S tem pa mislim pravzaprav to, da se je z človečenjem
rodila prva zgodba in z njo prvo sporočilo. In da so ta sporočila v obliki arhetipov, bi rekel Jung, potovala skozi čase z legendami, miti, raznimi biblijami, različnimi, hočem reči, z ustnim izročilom, z ljudskim izročilom, z literaturo, s klasično literaturo. In seveda s temi vzorci, ki potujejo skozi čas in ki jih pravzaprav nič ne morejo ustaviti, se ohranja civilizacija, se civilizacija bogati, kako se reče, transportirajo se vrednote iz generacije v generacijo, iz stoletja v stoletje. In seveda obstaja ta neka kolektivna zavest, v Jungu, na katero se da priklopiti, iz katere se da črpati. In to je zdaj, če naredim neko elipso, ta moja podzavest, ki ne deluje, več ni to samo moj čas, ampak je to pravzaprav čas, ta cela večnost, ki je za nami. V tem smislu pristopam, tudi ko razmišljanju o lastni literaturi. No, nič čudnega ni torej, da jaz vedno, ko razmišljam o tvoji literaturi ali pa konec koncev tudi o tebi, te imam vedno za nek most med svetovama, bodi si med našim mitološkim ali pa med našim virtualnim, ki ga tudi spretno uporabljaš kot nekakšen čaroben pripomoček in kolikor sva midva do zdaj sodelovala, lahko rečem tudi vzorno in srčno in me sploh ne čudi, ker meni se, da imaš toliko sledilcev, ker jaz mislim, da je del profesionalnosti tudi srčnost in to pri marsikom tudi pogrešam. Pri tebi je pa to res tako iskreno in simpatično, povem, da Feri tudi sam oblikuje razne plakate, to je mogoče tudi ta tvoja likovna nadarjenost, Jaz pravzaprav tudi moram reči, da v veliki meri v podobah razmišljam, ker smo ljudje, ki razmišljamo različno, mislim, tudi ko isti stvari mislimo ali pa si jo zapomnimo ali pa jo skušamo razumeti zelo različno. Jaz zelo vizualno pravzaprav razmišljam. Tudi se mi je potem, zdaj ko sva prej govorila o Jungu pa o tem prebujenju sanj pa vsem tem se mi zelo vizualno stvari pravzaprav kažejo. Tako da nimam pa nekaj izrazite sposobnosti, ki sem jo izgubil. Jaz sem jo davno nazaj, zdaj te recimo že več ne bi vedel tvojega portreta narisati, Svinčnikov recimo, ker sem ga vedel, ko sem bil. No, ampak vsekakor nam ni žal, da nisi postal slikar. Ja, meni tudi ni žal. To je neskončno slab slikar bi bil. No, še ena stvar, ena prijateljica slikarka, ki pa tudi tu sedi, Laura Ličer, mi je rekla, in mi zdaj malo izpoččala gleda, je rekla, da vedno, kadar zasliši kako Ferijevo pesem, pa tudi Vlada Kreslina si omenjala, občutiš nekaj, čemur bi rekli v Bosni sevdah. Kompliment. Ja, zelo velik kompliment in moram reči, jih pritegujem. In bi jaz mogoče predlagala zate pa Ferdah. In zato je prišla na misel, ker jaz ponovadi imamo na teh srečanjih rubriko interaktivno, kjer sodeluje občinstvo. Ampak zaziram na to, da smo danes malo pozni, ker bi se sicer najprej reditev začela uro prej, bi mogoče povabila občinstvo, če je na kakšnem tvojem družbenem omrežju pripravljeno sodelovati, da da predloge, recimo kako bi se lahko imenovala tvoja biografija ali kaj takega. Če si za kako tako... Jaz sem sam, ampak te predlagam za administratora, pa ne na tvojem omrežju. Vidite, me je že potunkal. To se hitro zgodi. Zdaj pa mogoče res, da ta del izpustimo zaradi časovne stiske oziroma imamo pa eno boljšo stvar, ti si mene namreč povabil nazaj v prihodnost. Kajti rekel si, da nisi zdaj nekaj ustvarjal posebej temu obdobju na čast, sploh ne, ampak ustvarjaš pa nekaj drugega. Ja, jaz sem se pozabil. Aj si pozabil?
Zdaj govoriš o romanu, ne? Govoriš o romanu. Ja, res pišem, pa fajn je, da ravno zdaj o tem govorimo. Pišem roman o svojem otroštvu, ki seveda ni avtobiografija, ne? In ki je nekaj drugega. Pa mogoče povem na ta način, da sem seveda se z založbo dogovoril, založba Beletrina, naslov je Kurji pastir. Najprej sem mislil, da je bil kokošji pastir, pa sem boljše zveni Kurji pastir, ampak da ne bom te zgodbe razlagal. In sem jaz to začel pisati lani pozno spomladi in sem bil letos na začetku poletja, ali pa recimo tudi pozno spomladi, komaj v 3. dnevu dogajanja romana. Na začetku sem se rodil sem se in bil sem 3 dni star. Pa je že roman zdaj tako debel, ne, da sem ti rekel, pol sem klical Mitjo Čandra, urednika, in sem rekel, glej, zdaj ne vem, kaj bo zdaj, ne. Jaz sem 3 dni sem star, ne, ti že pričakuješ pač roman o mojem otroštvu. In pol je rekel, kaj pa lahko narediva, ne. Jaz sem rekel, zdaj nič, zdaj pač do konca napišem to tam do novega leta, mislim, zdaj brvano govorim, ko bom staren 2 meseca, pol pa začnem drugi roman, ne. Je rekel, čudovito. In sva se zmenila za 3 romane, ne. Tako da bo zdaj izšel prvi roman, bo izšel zdaj, če Bog da, oktobra, novembra, potem bom pa pisal drugi del, pa tretji del. To je zgodba o tem romanu. Ti pa imaš odlomek? Jaz imam odlomek, ja. Ja, zdaj samo to pa bom še povedal, ker boste lahko razumeli v kontekstu vsega, kar sem zdaj govoril. Srečal sem se z velikim problemom, ker sem prehitro ta roman iz otroštva nekako Miti napovedal, ne, ker sem računal na ta tako imenovan starčevski spomin. Ne, jaz sem mislil, da pri 60-ih si pa že imaš tisti spomin, ki se daleč nazaj spomniš, ne. Pa nimaš še, ne, ker je teh let nimaš še, ne. In sem se pol znašel v težavi, da se pravzaprav skoraj ničesar ne spomnim, ne, na zavestni ravni. In sem potem še šel vračati v to moje otroštvo s to Jungovo metodo te aktivne imaginacije. In dejansko je tako dolgo trajalo, zato ker jaz sem noči in noči potem preživel v svojem otroštvu, v teh vizijah. Zopet sem se združil z mamo, ki sta seveda zdaj že pokojna, z očetom, z vsem tistim. Prej nisem vedel, ko vam ponazorim, no, nisem vedel, ne obstajajo fotografije iz moje, samo 3-4 fotografije so, mi smo bili revni. In nisem se mogel spomniti niti, ali je eno okno na tisti hiški bilo ali ni bilo. Sorodniki so pa nepozorni na okna, nišče mi ni vedel povedati, ne, ali je bilo okno iz kuhinje, pa tam iz sobe, ali je še bilo tu na dvorišče. In potem sem s to metodo pa prišel tako daleč, da zdaj vsake špranje se spomnim, vsake, mislim, vse, kako se reče ono, ko je, mi rečemo sokjev poprek morsko, ko na deski imaš, no, ko je veja mi rasla, kako se tem reče? Grča, ne? Tisto. No, vsega tega se spomnim iz tistega lesa, to hočem povedati. In sem seveda prišel pa tudi nazaj, ne? Dlje nazaj, kot običajno pridemo. Jaz sem se spominjal, nazadnje, kar sem se spominjal brez te metode, je verjetno čas leto in 6 mesecev, ko sem bil star. Tja sem se spomnil zaradi tega, ker sem se spomnil, ko je še mama živela in sem tudi spraševal, sem se spomnil, ko je še dojila, ne? In ona je rekla, da je takrat nehala dojiti. Moja vizija je bila takrat, da sem jo grizal,
In to, ko sem povedal, tako je rekla, ja, ti si pa, to si pa ne skozi risal. Rekla sem, zato sem nehala dojiti, ne. Ampak zdaj sem se pa še nazaj lahko vrnil dlje. No in to, kar boš prebrala, je pravzaprav odlomek pred mojim rojstvom. A preberem čisto vse? Ne vem, kako boš hodila. Jaz bi želela vse, zdaj bolj razmišljam, da nas ven ne mečejo, veš? Kdo pa? No, se pravzaprav to pa. Se bomo uprli. Mama niso hodili iz literarnega večera in so... Ja, pa mogoče... Je bolje, da na mikrofon? Mislim, da ta odlomek se pa res splača slišati v celoti, no, ker je čudovit. Gre pa tako. Zjutraj, ko je začutila krče, ki so bili verjetno popadki, so bili tako vsi poskusi oporekanja usodi že mimo. Bila je mirna in pripravljena na boj za otroka, ki se je morda v trebuhu že napil njene grenkobe in naposlušal očetovega nerganja, ni pa mogel vedeti, v kakšno zmešnjavo pomanjkanja in negotovosti se bo spustil, ko si bo naposled utrl pot med njenimi nogami. Vse, kar mu je lahko res obljubila, je bilo, da se bo tolkla zanj in ga ne bo nikoli pustila na cedilu. Želela pa mu je seveda lahko marsikaj, saj med želje se je smelo dodajati tudi iz sanj. Grelo je z občutkom lepega in prinašalo vznemirjenje, pa četudi se potem ni nikoli uresničila. Vse za nekaj časa je obstajalo kot obet in možnost, ali kar je bilo morda še bolj zdravilno, omogočalo je upanje, saj to res ni bilo veliko tistega, na kar bi ob pogledu v prihodnost lahko stopil. Zato mu je še najbolj želela, da bi v življenju znal sanjati. Predano, živo in zaverovano, kakor je lahko nekoč tudi sama sanjala. Tiste njene fantazije pa so bile še zdaj lepota, ki se je od vsega, kar je doživela, najraje spominjala. Nagnila se je k šipi, ki je bila popraskana in ob okenskem okvirju zatemnjena z zasušeno plesnjo, tako da je bilo vse, kar je lahko videla skoznjo, motno in komaj razpoznavno. Vejel je, ki se je še včeraj mršilo v vetru in stresalo še zadnje listje, je zdaj negibno štrlelo v sivino. Zdelo se je, da je tudi dež ponehal, saj je z napušča le še tu in tam kapnilo, to pa je morda le pomenilo, da se bo vreme končno obrnilo. Prezgodnja jesen, ki je napovedovala dolgo zimo, je Trejski že nekaj časa vsiljevala misel, da usoda za rojstvo ni izbrala najboljšega trenutka. Ali pa je celo namenoma napravila tako, da naj bo z otrokom težje. Res ni natanko vedela, zakaj je bila tako boječa in sumničava, a nekaj gotovo pridodal občutek, da ni bilo nikogar, ki bi to nepričakovano nosečnost sprejemal brez pomislekov. Nekateri so sicer zmajevali zmeraj, ko je plodila revščina, a tokrat jim je šla v nos še njuna starost, zaradi katere so lahko pristavili, da morda niti ne bosta mogla do konca poskrbeti za siroto. Drugim sta se v resnici smilila, ker sta si to skrb nakopala ravno zdaj, ko sta hčerko končno spravila do kruha in bi lahko bolje zaživela. Našli pa so se tudi taki, ki so bili kar tako prepričani, da za otroka niti nista več primerna, saj sta živela preveč po svoje in za vzgojo gotovo nista imela niti časa. Ona je po cele dneve pomagala na kmetijah, Pištek pa je ostajal na šihtu, kolikor je bilo pač treba, saj je bil z vzdrževanjem cestišča resnično obseden. Bilo je njegova njiva in ogledalo, vse, kar se je tam dogajalo, mu je bilo lahko ponos ali sramoto, tako da je na tihem seveda vedela, da ni bilo na tem svetu ničesar, kar bi lahko to njegovo skrb odtegnilo. A kakorkoli že, najbolj so je načenjala obrekovanje tistih, za katere je bila prepričana, da ima otroka v resnici niso privoščili.
Zbujati so želeli občutek, da sta dobivala nekaj, česar nista bila vredna in kar si nista zaslužila. To pa se je zmeraj ganilo in jo zarotilo. Želela jim je na vsak način dokazati, da so bili v zmoti, a zato je bil seveda potreben čas. Oporekla so jim lahko le dolga leta čuječnosti, vztrajnosti, odrekanja, pa kaj pa da tudi sreče. A to slednje je že zdaj potrebovala. Le odmahnila je torej, vsaj za nekaj trenutkov pregnala nadležne misli, se presedla in se obrnila v stran od okna. Tedaj pa je na ilovnatih tleh ob svojih nogah opazila temno liso, ki se je počasi širila proti štedilniku. Prešinilo jo je, da je nekje prišla v hišo voda in se je naposled vendarle zgodilo tisto, če so se v teh dneh najbolj bala. Dvignila se je in s pogledom mrzlično iskala renljivo mesto, kjer so stene popustile, a nato je opazila vodo tudi na klopi, s katere je bila vstala. Potipala se je, si obrala krilo in zaprepadena ugotovila, da je tudi po nogah mokra. Nobenega dvoma torej ni bilo, da ji je od konca. Obstala je sredi kuhinje, držeč se z obema rokama med nogami in mrzlično premišljala, kaj lahko to pomeni in kaj mora zdaj napraviti. Ko je pištek zjutraj odhajal na cesto, še ni čutila popadkov in ga je mirno pospremila na prag, zdaj pa je bilo na mah vse drugače. Krči so bili pogostejši, voda je še zmeraj povzela med stegni in luža na tleh se je večala. Slišala je že praviti, da je kateri prezgodaj odtekla voda in so jo morali zaradi tega peljati roditi v Varaž porodnišnico, a njej zdaj na ta način zagotovo ni mogel nihče pomagati. Nato se ji je zazdelo, da je to v resnici lahko pomenilo še kaj hujšega. Ali ni predlanskim Retašna ravno zaradi tega rodila mrtvega otroka? Jo je prešinilo? Ja, je bila prepričana. Zaradi tega je to bilo. Se je zgrozila in oddrsala proti vratom. Ravno zaradi tega je povsem panično zalomila kljuko in se povzpela čez prag, nato pa je že vsa zgrbljena stopila na trnac in zakričala. Njen krik se je zelo slutno zarezal v vaško tišino in se razlegel med griči. Lepo si prebrala, prvič slišiš nekaj, kar si napisal, da je sveže, ne, in zelo hvala ti. Hvala tebi, da si imela to čast. Zdaj pa, glede na to, da mi tukaj nismo kot drugi, bomo malo predrugačili protokol. Jaz moram povedati, da večino vprašanj, ki sem jih imela, se jih nisem mogla niti dotakniti. Hvala Bogu, ker to pomeni, da si imel kaj zapovedati. Zdaj bi pa prosila Tatjano z vrtnico, da naj si odtrga trenutek in izreči. Povedala pa bi Sara. Je dovoljeno, da vas objavim? Jaz sem Zdaj želiš, da povedam, da si moja mama, to je moja mama. Vidite, imamo tudi goste iz Maribora, imamo goste iz Slovenskih goric, iz Rogaške Slatine, skratka za ferije ni meja. In presrečna sem, da smo s teboj začeli to novo literarno štetje. In vesela bom, če se bomo še malo podružili. Zahvaljujem se Roku za gostoljubje, knjižnici in vsem zaposlenim, ki so zaradi nas podaljšali danes malo svoje delovno prakso. Ja, hvala vsem, da ste prišli. Jaz sem tudi prihajal malo ne stremo, ampak tako nenavajen. Prvič sem bil v knjižnici, po moje zdaj, odkar se je začel ta virus. Hvala lepa.